Dobrodošli, to je 10 najbolj bednih slovenskih komadov vseh časov. Zbrati najbolj bednih 10 ni bilo tako lahko, ker se skaže, da ima Slovenija kljub svoji majhnosti neizmerno zmožnost proizvajanja obupnih vsebin. Koliko tvoji videi? V glavnem, to je najbolj bednih 10 komadov. Pa začnimo, kjer se vse začne. No, pa dajmo. Na 10. mestu je kralj slovenskega popa Jan Plestenjak s skladbo Naj stvari so tri. Naj stvari so tri. Naj stvari so tri. Ah, ko je oponašanje govorne napake štelo za glasbeno zvrst. Naj stvari so tri. Ta komad je kul, ker ti pove, da ne glede na to, kako slabo začneš, lahko še vedno nekam prideš v življenju. Danes, zgodaj že odsketal sem v mesto. Koleška svoje rolko obsodil sem na prašno cesto. Sam je čisto sam se dava v mesto v objem, ker želodec mi je pravil, naj res hitro kaj poželim, ker pa želodec mu je resne stvari in zdi se heca, ti se hitro vzel si pot pod doge, poječe in loži se na dloge. Ful primerno, da je oblečen ta kostum iz Baywatcha. Če se da v publiki poskusi utopiti, da ne rabi tega poslušati. Kot je Janova kariera presenetljivo šla naprej, tako moramo žal tudi mi. In sicer 9. mesto zaseda Tjasha Zhidan s komadom Ne maram te več. Ta komad je čuden. Malo zgleda, kot da hoče biti himna gibanja Debelo je lepo. Ampak bolj kot himna izpade parodija. Ne Tjasha, Tiča ni težko dobiti, Tiča! Roko na srce, kljub vsem pomanjkljivostim, ki jih je nazorno izpostavila, bi jo po 2 pivih verjetno marsikdo še vedno kresno. Ampak tip, ki se zjutraj zbudi zraven te ženske in ne zbeži stran, je psihično moten. Ker je kul, se bo sam imeli o čem pogovarjati. Mislite, da se hecam? Njen video se zaključi s posilstvom. Kar je primerna metafora za to, kaj je ta pesem naredila mojim ušesom. Ne se ba Tjasha, mi tebe niti. 8. mesto. To mesto si zasluži kdo drug, kot pa David Sinkovič z njegovim komadom Ribi, ribice, ribice. Ta komad je samoizpovedne narave. Opisuje, ko se naš junak zjutraj zbudi, si uredi frizuro, no ja, frizuro, pač. Nekaj poje in se odpelje v službo. Living la vida loca, in to ni kar neka služba. Tip prodaja ribice, sveže ribice, za pojest. Aha, ribice za pojest. To ni samo komad o morskih sadežih, to so navodila za uporabo. In kaj je s to melodijo? Zakaj zveni, kot da bi pobrana ven iz neke stare igrice za Nintendo? Ne samo, da se je folk smejal Davidu potem, ko je dal ven ta komad. Ta ženska, ki je not, se mu je smejala medtem, ko so ga snemali. Da bi na koncu refren res ostal v spominu, ga ponovijo 4-krat. Tako da komad na koncu traja 5 minut in pol. 5 minut in pol življenja, ki ste ga vrgli stran za poslušati Ja, sej so zdrave ribe, ampak vsake toliko najdeš kakšno, ki smrdi. Tako kot ta komad. Ampak tu je že 7. mesto in sicer ansambel Kuji, ali Kuji, skladbo Drava. Pa dobro, sej to ne zveni tako slabo. Moj bog, kdo je ti ženski pustil pet? Ne tega komada poslušati preveč na glas, ker bo sosedi mislili, da je komu postalo slabo. Mislim, harmonike so dejansko okej, ampak to petje malo zveni kot one stare tete, ki se derejo pri maši in komaj čakajo, da jih Bog vzame. Brez skrbi, mi tudi. Upam, da si še z mano, ker to gre samo še navzdol.
Tukaj je 6. mesto. Erik in Manja s komadom V parku. Mislim, da me je videla, kako me druga opeva in mečka v parku. Stari, moram ti povedati, ta pesem je kurc. Zaljubila sem se na prvi pogled, v nekem novem lokalu v stari Ljubljani. Joj, upam, da niso samo za to posnet prevrtali čisto v redu deske. Jo, kako je bil dobro oblečen, Kako si kje špička? sta govorila o tem in ona, kako ima dobro službo, kako... V tem komadu so rekli, namesto da se jaz hvalim kot nek reper, kaj če pustimo, da ženske mene hvalijo in jaz zraven samo cvilim kot nek kreten? Genij. Če dobim ga pri tebi, jaz ti glavo odprem. Ja, ne vem, če boš kaj dosti našla not. Danes ga ni, niti pri meni. Šitrite v igri, obirajo laže. Obe naju laže. Ko si tako dober pesnik, da se ne samo igraš z jezikom, ampak se ga sproti izmišljuješ. V parku. Komad poimenovan po tem, ker ta folk zdaj verjetno spi. No, ta komad je bil bolj za samske ljudi, na 5. mestu imamo pa Vladota z njegovo družinsko usmešnico Sinek moj zlati. Te race so edina stvar, ki v celem videu dobro izpade. Rodil se sin je korenjak, prišel je med nas junak. Dobro, da je junak, ker reči dem, to je moj foter, bo zahtevalo nekaj poguma. Sinek moj zlati, prišel na svet brez okov si in bos. Mami veselje, a ti jo si v ponos. Osnovna šola bo za tega malega pekel. Fuj, ne, fuj! Zakaj smo rabi to videti? Zakaj? Kdo je rekel, ta komad je lahko boljši, samo če svojo ženo zaličiš na najbolj ogaben način možen in jo primeš za Jožko, kot da bi rezal čebulo? Zdravju in sreči, otroštvo tvoje najbrezskrbno bo. Če si to res želiš, zbriši ta video, preden ga njegovi sošolci najdejo. Res, še si tukaj, ali kaj? Bravo! No, če se sprašuješ, kako gre lahko to še bolj navzdol, je tukaj 4. mesto. Urban s komadom Sanje. Včasih bil nosen na potovanje v novo stanje. S takim besedilom ni čudno, da šepetaš. Mene bi bilo tudi sram govoriti na glas. In naj zdaj pozabim na sanje, pozabim na svet so, pritisnem se stanje. Ne vem, če ste vedeli, ampak komad zveni ful bolj globoko, če not zveniš kot totalen retard. Pritisnem se stanje. Ja, ko to poslušam, tudi mene pritisne na sranje. Čakajte, bus se nazaj pelje. To je mogoče namig, da moraš ta komad poslušati za nazaj. Ja, dejansko zveni boljše. Kaj je to? Je začel nek čuden kult ali folk samo moli, da tip neha pet? Tip na koncu zgine in pride kar neka ženska namesto njega. To je v bistvu komad, ko bi ta tip rad menjal spol, kar, okej, samo daj mogoče najprej menjaj kariero. 3. mesto, neposlušljivost se zaostruje. Zbor Sojar Voglar, pogum dekle. Želje in sanje uhajajo ti z rok. Obleči si hlače, naliči svoj obraz. Zdaj vem, od kje je dobil nadimek Sojar. Vstopil v svet neznan, skozi vhod megla in mrak. Kaj za vraga dela je Linčič v tem videospotu? Pogum dekle, pogum dekle. V bistvu, ta tip kar snema neko žensko, ki, ko ga vidi, zbeži. Fuck. To je v bistvu pesem o nekem psihiču, ki kar mori tej ženski in se ga ne more rešiti. In snemajo ves čas in potem njene posnetke prodaje Linčiču. Zato pogum dekle, pogum. Jebeš pogum, ženska, prijavi tega tipa na policijo, dokler si še živa.
Pomoč si išči med ljudmi. Kaj, če bi si ti poiskal pomoč, a? Slaba muzika, psihovideo in Jelinčič. Kako bi sploh lahko bilo še kaj slabšega od tega, se sprašujete? Če se potrudiš, se da. Na drugem mestu s komadom Japonka s Portoroža Matej Železnik. Jezdil sem na plaži, z avtom v garaži, ko videl sem poševno oko, godno za poroko. To bi moglo biti žaljivo tudi za največjega rasista na svetu. Diči, 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 Nakito, Mičiči. Besedilo ne bi moglo biti slabše, pa če bi ga pisal osnovnošolec s prilagojenim učnim programom. Koseda je na In ta žalost traja 7 minut, kar je 6 minut in pol več od tega, koliko ima ta tip besedila. Tako da vmes začne kar malo freestylat. ko videl sem poševno oko, godno za poroko. Pa kar en nov slab komad dodal v že obstoječ slab komad. Pa sem jo povabil v restavracijo. In to dvakrat. Pa sem potegnil harmoniko. Zveni, kot da mu nekdo grozi, da če nekaj grad ga bojo ustrelili in tip samo vleče neke obupane rime iz riti, da bi se rešil. Namesto denar ali življenje, dostojanstvo ali življenje. Dici, dici, dici. Jaz bi pustil, da me ustrelijo. Ok, Marko, to zadnje ni bil več komad, ampak zmazek nepovezanega hrupa. Kaj bi lahko bilo še slabše od tega? Na prvem mestu, najbolj beden slovenski komad vseh časov. 4 Hour, Usojena sva si. Ti si ta, ki je vnela Pri tej stvari so besede preprosto odveč. Njihove. da ljubezen Ne res, prosim, nehajte pet. A kaj ko za to, primeren čas še ni. Ne vem, kaj jih zvija od mraza, ker so sredi snega v nekih mini majicah ali kaj, da ne morejo ene note držati za 2 sekunde. Igrica. Vsakič, ko kdo zafuša, naredim en požirek. Ljubezen zdaj močna je, zato upanje nikdar ne umre. Niti razdalja zadajo težava ni. ker jaz in ti enostavno usojena. Res dajo koma v komad. Ta stvar zveni kot nekaj, kar bi posnel, če te zavod pošlje na razgovor za delovno mesto glasbene skupine in ti bi bil rad res siguren, da te ne vzamejo. Za tebi preplavala. Mislim, ker noben od njih ni slišal med snemanjem, da zvenijo kot mačka, ki se pari s prižganim likalnikom. Ne skupaj bila. In niti kamerman, montažer, noben. Kdo je to snemal? Društvo naglušnih pizd? Pisaj mi dva. Ej, ne me narobe razumete, ampak kaj če bi si vzeli eno pauzico od tega petja, a? Berete mi misli. In to je bilo 10 najbolj bednih slovenskih komadov vseh časov. Čestitam, uspelo ti je priti do konca. Lahko šeraš to video svojim kolegom, da še njim pokvariš dan. In če ti je zabavno gledati, ko komentiram neumnosti, se lahko subscribaš. Se vidimo v naslednji epizodi Bednika na plaži.